Dobrodošli v oddaji Znanstvena fantastika. Z vami smo Aljoša, Ivan in Andraž. Danes bomo govorili o prostoru kot predmetu znanstvene fantastike in pri tem se bomo osredotočili na kratko zgodbo Roberta Heinleina iz leta 1941 z naslovom And he built a crooked house, v prevodu In zgradil je krivo hišo. Zgodba govori o arhitektu, ki si pri grajenju nove stavbe pomaga kar z neevklidsko geometrijo 4 prostorskih dimenzij. In danes bomo pogovarjali o tej zgodbi, malo pred tem pa bom jaz povedal o zgodovini prostora. Zdaj v naši epizodi o potovanju skozi čas smo videli, kako lahko neka na videz moderna ideja v resnici sega globoko v preteklost. Tako najdemo prvo zgodbo o potovanju skozi čas že v letu 400 pred Kristusom. In pri ideji prostora pa le ni tako, ne? Čeprav vsega diskusije o obsegu in naravi prostora globoko v preteklost, pa skoraj da ne srečujemo alternativnih koncepcij prostora. In zdi se, da je tridimenzionalen prostor le nekaj, od česar krene človeška domišljija z veliko težavo. In odraz tega tudi vidimo v filozofiji narave skozi zgodovino. Tako, na primer, Evklid v svojem znamenitemu delu Elementi okoli leta 300 pred Kristusom razvije klasično geometrijo, ki jo danes imenujemo evklidska geometrija. In njegov podvig temelji na zamisli, da je mogoče celotno znanje na nekem področju izpeljati iz peščice samorazvidnih trditev. To so izhodiščne teze, ki jih imenujemo aksiomi oziroma postulati. In ti so v starogrški filozofiji stvar neke absolutne objektivne resnice. In teh postulatov Evklidovih je 5. In to so neka stvar, kar po nujnosti drži, nekaj, kar je nujno res in glede česa se lahko vsi strinjamo. Zdaj bomo videli, če se lahko vsi strinjamo glede tega, da če sta A in B dve različni točki, obstaja premica, na kateri ležita obe. Ne? Drži. Drži, super. In vsaka končna prema črta je del ene same neskončne premice. Drži? Dobro. In če je A točka in R končna razdalja, obstaja en sam krog z točko A kot središčem in radijem R. In vsaka dva prava kota sta si enaka. In še zadnji Evklidov postulat, tako imenovani Evklidov postulat o vzporednicah. Skozi dano točko obstaja k dani premici ena in samo ena vzporednica. In to je ravno tisti postulat, ki je kasneje odprl neko pot k tako imenovanim neevklidskim teorijam prostora. Sprva je bila evklidska koncepcija prostora vzeta kot stvar absolutne in objektivne resnice. Ta ideja je daleč preživela starogrško filozofijo in še Kant, ki ga ponavadi postavljajo za največjega filozofa vseh časov, je ob koncu 18. stoletja to evklidsko tridimenzionalno geometrijo prevzel kot nekaj nujnega. Če ga nekoliko parafraziramo, nekaj brez česar si sveta ni možno zamisliti. Zdaj pa v filozofiji pravimo, da nekaj drži nujno, naravnost takrat in samo takrat, ko vodi negacija tega v protislovje. In zdaj, če hočemo dokazati te Evklidove postulate, moramo zgolj dokazati protislovnost, negacija postulatov. No in ravno tukaj se začne ta preboj in padec pretenzije po resnici evklidske geometrije, ker v 19. stoletju so razni matematiki odkrili, da lahko zanikamo postulate o vzporednicah, ampak ne pridemo v protislovje. Ampak nasprotno, z zanikanjem postulatov dobimo kup nekih neevklidskih geometrij, kjer se lahko tudi dve vzporedni premici nekje sekata. In tako, na primer, George Riemann razvije eliptične geometrije, kar je ena izmed mnogih neevklidskih geometrij, na podlagi postulata, da skozi dano točko k dani premici ne obstaja nobena vzporednica. In potem še imamo razne, da recimo skozi dano točko obstaja k dani premici več vzporednic. Ali pa obstaja, ne vem, 2 vzporednice in tako dalje. Skratka,
tukaj se odpre vsa ta pot k neevklidskim geometrijam skozi čisto neko matematiko, ampak je pa to še vzmeraj nekaj, kar je zelo težko dojeti, neke te prostore. In naprimer Carl Sagan je ravno to zgodbo od Roberta Heinleina, torej zgradil je Krivo hišo, pogosto navajal kot ravno tisto delo znanstvene fantastike, ki je lahko skozi neki dokaj razumljivi način in neke namige bralca približalo, da bi vsaj v neki meri razumel, kaj naj točno bi bili ti neevklidski prostori. Zdaj, če te lahko prekidam, tukaj, ko govorimo o neevklidski geometriji, vsekakor je treba se zahvaliti za ta primer čez osnovnošolsko geometrijo, da smo vsi skupaj še enkrat ponovili, tako da vemo, o čem govorimo. Mene zanima pač en problem, ki ga vidim, ko govorimo o neevklidski geometriji, je to, da se ta nikjer ne odslikava v naši realnosti. Mi smo ujeti v te svoje 3 dimenzije in to je ta zgornja meja. Zdaj na nek način je še čas mogoče. Ja, seveda, se Ta strinjam. neevklidska geometrija. Ja, samo tudi fiziki v bistvu razlikujejo med njima, temporalne dimenzije pa spacialne dimenzije oziroma nekaj takega. Tako da se mi zdi, da ja, mi kot ljudje obstaja ta meja 3 dimenzij. In glih zato je pač tako težko si mogoče na prvi pogled predstavljati ta 4-dimenzionalno kocko oziroma Tesseract, kot bomo potem govorili o tej zgodbi, o Heinleinovi, ampak postal pa tudi zelo dober vpogled v to, oziroma začetek, kako razmišljati o 4. dimenziji. Jaz vem, ko sem bral tole zgodbo od Heinleina, sem čez celo zgodbo imel na začetku zgodbe imel tak občutek, da bo to vse skupaj tak občutek cesarjeva nova oblačila. Razumete, kaj hočem povedati? Da je ta glavni junak zgolj neki trik izvedel. Ja, na nek tak način se zgodba na koncu konca tudi konča, ker hiša zgine. Ampak ja, čez celo zgodbo vse je v redu, vse tisto lepo si predstavljamo, ampak nekje v ozadju je vse neka misel, da je vse skupaj samo ena taka zelo dolga in komplicirana varka. Nekako, rekel bom temu, nisem pripravljen toliko popustiti, da bi prevzel, da je ta hiša lahko realnost. Kar je po svoje malo smešno, ne, glede na to, da bom brez problema po drugi strani bral kakršnokoli zgodbo, kjer imamo vampirje ali pa, ne vem, vesoljce ali pa vse, karkoli drugega, kar isto ni potrjeno del naše realnosti. Ja, ampak najbrž to izhaja glih iz tega, ker smo omejeni na te 3 dimenzije, in se je težko ven postaviti. In glih zato jaz, ko sem bral zgodbo, se mi je zdela oziroma zelo težko sem si zamislil vse skupaj, oziroma pač prikazal sliko, ker karakter v eni točki pač potuje naprej, ampak pride v bistvu v krog nazaj na isto mesto, kjer je bil. In potem imaš še razna nadstropja, ki ima, in je pač vse skupaj si je zelo težko zamisliti in meni se je kar malo topilo v glavi, če pogledam. Zato, ja, pač se mi zdi, da je težje tudi spustiti to nevero oziroma dvom v tako vrsto. Ja, vampire si na nek način lahko vsaj predstavljamo, pa vse te fantazijska bitja, ne? Ampak ko pa pride naenkrat neki koncept v zgodbi, ki pa niti ga ne moreš misliti, to pa je res tisto, kaj udari na mejo. Andraž me je zdaj spomnil na Inception. Tam je pač velik poudarek tudi na igranju z neevklidskim prostorom, ki imajo arhitekte, ki gradijo vse tisto.
Aha. In Ja, ravno tam imamo pač te neskončne zanke, ki jih oni zavestno gradijo, medtem ko tukaj je pač eno od teh zank je ravno to, da on gre skozi ena vrata in potem pride na drugi strani ven. Zdaj, tukaj, kar se tiče nasploh Heinleina, jaz sem recimo temu kar dost velik ljubitelj njegovega pisanja in priznavam, da me vsaka zgodba od njega, ki jo preberem, vedno znova preseneti, ker nekako ima res to zmožnost. Njegovi karakteri so tako malo plešejo levo, desno, ne? Niso lih najmočnejša stran njegovega pisanja, ampak po drugi strani pa sam ta setting, ki ga postavi v zgodbi, je pa zares prepričljiv. Ja, to je ravno tisti element, na katerega se osredotoča v kratkih zgodbah. To je zelo evidentno, da... Razen ta hiša, seveda. Kako? Razen ta hiša, pravim, ki je rekel Ivan, da se ne more nekako spustiti, oziroma da bi verjel v to hišo. Ja, ampak je to je izjemno. pač bolj moja osebna pač mana kot odraz Heinleinovega pisanja. Ker znotraj same zgodbe je hiša čisto v redu predstavljena. Zdaj, če malo obnovimo, zgodba se začne tako, da tale arhitekt, ki mu je ime Till, hvala, Quintus Till in še gospod Bailey, skupaj pijeta in se pogovarjata o arhitekturi. In na tej točki sem jaz mislil, da mi bo Till zelo všeč, ker je kritiziral vse modernistične arhitekte in sem mislil, zdaj se vračamo nazaj. Gradili bomo lepe gotske hiše. In sem bil potem hitro razočaran, ker so začeli se pogovarjati o teseraktih pa grdih kockah in sem bil, ne, prosim, ne. In njegova kritika modernista je bilo to, da niso dovolj drzni, ne da so preveč drzni, ne? Ja, To je verjetno bila ravno to. tisto razočaranje. Ja. Ja, jaz nisem mogel več. Till se mi je na tisti točki mal zameril. In O, Ivan, tradicionalist. ja, res, jaz hočem svojo gotiko nazaj. In v glavnem, potem ko se malo pregovarjata, da pa on res ne bi hotel toliko moderne hiše in ga Till prepričuje, da on pa v bistvu res ne ve, kaj hoče, njegova žena pa še manj. In po parih kozarcih, pa ne vem koliko viskija, vsem podpišeta pogodbo, da mu Till v naslednjih parih dneh zgradi hišo, medtem ko boste gospod in gospa Bailey nekje na dopustu. To je seveda možno v Ameriki, kjer gradijo z lesa, ne pa ta pravi hiš, kakor v Evropi. Zdaj, potem naslednji del zgodbe se začne, ko Baileyja in Till prideta do tega hiše Tesseracta in je omemba nekega potresa in gospa Bailey je tukaj čisto ogorčena, ker je ta potres prespala in kako je sploh mož lahko zvlekel v Kalifornijo iz Idaha, če je ona hotela ostati v Idahu. Mislim, da sem rekel ta pravo zvezno državo, v glavnem bila je ena od telih flyover states. In potem, ko se gospod Bailey brani, da v bistvu je ona hotela v Kalifornijo in on je bil tisti, ki popustil, ga ona zavrne, no, ne bomo se zdaj o tem pregovarjali. In Till na tisti točki opazi, da mu nekako manjka skoraj cela hiša in je pretresen in kakšni lopovi so to, ker še včeraj je pa stala. Trava je pa postavljena in kaj se zdaj to dogaja, da pol hiše manjka, če hiša bi morala biti cela. In potem v uvodnem razočaranju
vstopijo v ta grd, navaden, preprosto kocko od hiše in ugotovijo, da je znotraj veliko večja, kot je bila zunaj. Podobno tako kot ta telefonska kabina od doktorja Huja, samo da je hiša še večja. In na tej točki začnejo počasi raziskovati vse blagodati in skrivnosti te hiše, ki se potem, kot ugotavljajo, počasi zlaga sama vase. In gospa Bailey je na tej točki zares izredno šokirana, ker ugotovi, da več ne more ven iz hiše. In potem še par takih zapletov, ki nam pokažejo, kako neoklitska je ta hiša in kako ne sledi nobenim pravilom, ki jih poznamo. Ja, recimo, ko oni splezajo gor na vrh, čisto v najvišje nadstropje in potem naj bi v bistvu šli gor na streho, kot pravijo tisto loputo in grejo gor, v bistvu pridejo v spodnjem nadstropju gor, oziroma pač spet nazaj v pritličje. Ja. In se potem tako lupa cela stavba. S tem, da zdaj že več ni za najti izhoda, ki bi moral biti tam, kot je vhod. Ja, ampak tako je. vodi kar v eno drugo sobo. Ker to ni bilo dosti zakomplicirano, začne zatem hiša počasi skakati še skozi prostor. Ja, oziroma hiša že je skozi prostor na tak čuden način razporejena, da pač eno okno gleda 1 kilometer stran nekje ven. Torej ne skače, ampak pač je nekako skozi 4-dimenzionalno tako konstruirana, da pač v 3 dimenzijah je nekako zelo razkropljena. Se izkaže kasneje. Ja, če ponazorimo, če se hiša nahaja v Los Angelesu, se eno okno nahaja na Manhattanu. Ja, tako je gledajo dol iz ptiče perspektive ob strani Chrysler Buildinga. Ali pa neke stolpnice. Ja, in še posebej zanimivo je, ko pa pogledajo skozi eno okno in pogledajo ravno skozi pregib, kjer pa je tako zložena ta hiša, da gleda nekako v nič, kjer ni prostora. In gleda zgolj v čisto temo. Ja, v bistvu opiše, da tudi tema ni, da ni črnina, ampak da je preprosto nič. Nima barve, nima oblike. Ja, tako. In je predstavljal to neko 4. dimenzijo, ki si mi sploh ne moramo predstavljati. Nima barve, nima oblike, še če ne bi imela okusa, bi lahko rekli, da je voda. No, v glavnem, hiša se na koncu dneva zloži samo vase, oni končajo nekje v puščavi in se odpravijo nazaj domov, kjer ugotovijo, da hiše ni več, ampak ni treba skrbeti, ker je bila zavarovana. In ja, točno. tako se zgodba zaključi. In potem še dobi Till eno idejo za eno še boljšo hišo. In potem gospod Bailey se še pravi čas umakne v darcu gospoda Baileyja. Jaz bi na tej točki izpostavil, da sem res hvaležen tej hiši, da se je sama izbrisala iz obstoja, ker je bilo človeštvo prihranjeno. Tista kocka je bila res grda. Je neka groza v nedojemljivem. Ne, samo v moderni arhitekturi. Zdaj, primerjava z neoklitskim prostorom. Tukaj pač lahko najbrž povečamo kakšne vzporednice tudi z Escherjem, ki je risal take neoklitske skice. V glavnem, če hočete, lahko pogooglate, pa boste najdli njegove risbe slapov, ki se iztekajo sami vase,
pa stopnišča in vrata, ki se med sabo prepletajo, pa ne vemo točno, kje je gor, kje je dol in podobno. Tako da zelo zanimivo. V glavnem se zdi, mislim, da je Escher tudi enkrat tam ustvaril v 40-ih, 50-ih, mora bi preveriti. Ja, tam nekje, ja. Ja, tako da zdi se zanimivo, da se je pojavilo to poigravanje s prostorom ravno nekje na prelomu prejšnjega stoletja. Do predtem je pa nekako veljalo, da imamo te 3 dimenzije, ki jih imamo in s tem moramo biti zadovoljni. Ja, to je ravno za tistim sponom matematičnega odkritja neevklidskih prostorov in še posebej potem z Einsteinom, ko pa dejansko v realnost vstopi neka alternativna, recimo, geometrija, čeprav ni strogo neevklidska. Zdaj, Escher drugače je zelo ga je navdihovala matematika in pač je res bil obseden s temi nemogočimi objekti. Njegovo najbolj znano delo je Relativnost iz leta 1953, torej litograf, tisti znani, ki so stopnice, ki se nemogoče zlagajo, neki prostor stopnic, ki vodijo druga v drugo. Je pa v glavnem torej delal litografe, linoreze in podobno. Ok, zdaj omenili smo že, oziroma izražili smo že svojo grozo nad tem nedojemljivim prostorom, ki ga Heinlein slika. In tega bi se zdaj ravno dotaknil, tega elementa nedojemljivega kot vira groze. To že najdemo zelo efektivno izkoriščeno v delu H.P. Lovecrafta, ki je pogosto se pri svojih, oziroma občasno bolj, se je pri svojih zgodbah poslužil tega elementa nekih nemogočih, nerazumljivih prostorov. Tudi veliko se je torej poigraval z neevklidsko geometrijo in torej ideja je bila ta, da je svoje junake izpostavil tej vsej grozoti tega, česar ne morejo razumeti, skupaj z pošasti, ampak te pošasti sploh niso dovolj, še gre sam prostor narediti v nekaj nerazumljivega in groznega in kar ne sledi dobenim pravilom, ki jih poznamo. In podobno, na primer, en taki zanimivi primer je tudi Kubrickov film Izžarevanje, kjer pa prostore tiste hotelske, torej Izžarevanje en film, ena grozljivka postavljena v hotel in velikokrat v filmu imamo neke dolge posnetke, kjer sledi kamera protagonistom tega filma, ampak ko vidimo, v katere smeri zavijajo ti junaki, preprosto vidimo, da je nemogoče to, kar se dogaja na ekranu, oziroma da so ti prostori nemogoče, da bi obstajali. Tudi naredi kdo 4-krat zavoj v levo in potem še pride v neko čist drugo sobo. In tako se je Kubrick malo igral na neki podzavestni ravni, da bi očitno skušal tukaj neko grozo najti v tem, da pač prosto nič ne bi imelo smisla, nekega temeljnega smisla pod samim dogajanjem. Ja, najbolj strašno je glih tisto, česar ne razumemo, ne? Ja. Zdaj, kot en primer, kjer je pomembno ravno to poudarek na poigravanju z neevklidskim prostorom, je tudi ena videoigra Antechamber, ki je bila nekaj časa v razvoju, zdaj že, ne vem, 3, 4, 5 let stara. V glavnem, kakor se spomnim igre, gre za to, da vse uganke, prek kjer mora priti igralec, so osnovane na neki osnovi, da moraš zdaj recimo temu razmišljati izven
svojih lastnih postavljenih okvirjev. Ampak tukaj gre tako daleč, zdaj eno od primerov, ki jih imam še vedno v spominu, je, da nisi mogel iti naprej, pa nisi mogel iti nazaj, ker se je za tabo pojavila stena, lahko si pa napredoval, če si hodil v rikvrc. Torej, če nisi vedel, da je za tabo zid. Ja, tega primera, oziroma te uganke se še jaz spomnim, ker sem tudi igral že dalj časa nazaj in v bistvu mi je glih ta najbolj ostalo v spominu. Še posebej, ker če se prav spomnim, imaš zraven hinte, kako rešiti te uganke in sprosim, da pri tej pisalo včasih je edina pot naprej, da greš nazaj. In se spomnim, da sem ne vem koliko časa razmišljal o tem, potem ko sem končno enkrat pritisnil tipko za nazaj in se je to odprlo, mi je čist blowalo mind. Ja, je zelo zanimiv špil, ampak jaz priznam, na enih točkah sem šel pogledat na YouTube, kaj je potrebno narediti za prijeti naprej, ker drugače bi sam zgubilo živce. Je res. Pa si prišel do konca mogoče? Ja, to sem uspel. Ker konec je tudi zelo tak cikličen v bistvu, mislim, če se prav spomnim. Jaz se iz konca spomnim samo, da je bilo nekaj belo, pa nekaj črno, pa nekaj tako okroglasto. Zdaj to je zelo slabopis. Ja. Ja. Jaz sem preigral že pravi časa nazaj, ampak se spomnim, da je bil ta občutek cikličnosti, ali da še enkrat začneš od začetka v bistvu, tako kot končaš, ali nekaj tazga, nekaj v tem smislu. Ja, tudi to se mi je zelo dopadlo. Ja, boš še ti kaj povedal o temu Flatlandu? Flatland je v bistvu, Flatland je isto v bistvu nastajal še preden se je začela ta matematična smer oziroma pač razmišljanje o neevklidski geometriji. In v bistvu je napisana nekako kot satira viktorijanske družbe, takratne, kot recimo, ne vem, vsi moški so mnogokotniki in več kot kotov imaš, več veljaš in seveda krogi so pač perfektni oziroma najvišji status imajo, medtem ko so pa ženske samo črte in morajo zelo glasno pač na se opozarjati, kako hodijo zato, ker se je že zgodilo, da so po nesreči ubile kakšnega moškega, ker pač linija je ostra je kot igla, ne, in so jih prebodle in zato imajo recimo različne vhode za moške in ženske in tako dalje. In je pač v veliki večini je bila mišljena kot satira te družbe, samo v bistvu, kar nam je pa še do danes ostalo, je pa glih to v bistvu razmišljanje o večjih dimenzijah, ker glavni karakter tukaj je kvadrat, ki dobi na neko noč pred novim milenijom vizijo o dimenziji, ki je sestavljena samo iz črt. Kjer so oni v bistvu liki dvodimenzionalni, je potem on v bistvu sanjal o dimenziji, kjer so samo črte oziroma samo točke prisotne. In je v bistvu prav poskuša prepričati tam tiste točke, da je on v bistvu iz višje dimenzije in tako dalje. No in potem, ko pride izven te vizije, ga pa obišče krogla. In on isto ne verjame, da obstaja neka višja dimenzija, tretja dimenzija in potem v bistvu verjame šele, ko ta krogla se v bistvu spusti čez to njegovo ravnino in se v bistvu tako kot krog potem zoža pa zveča, kot če bi dal pač kroglo čez list papirja. In potem v bistvu glih to je nekako tudi, če se prav spomnim, je tudi Einstein omenil nekaj, da je pač bral to oziroma pač razmišljal o tem in je možno, da je v bistvu tudi eden od povodov, čeprav delo samo takrat ni bilo znano, ampak je možno, da je bilo eno od povodov, ki je pač pregnalo k tem razmišljanju do neevklidske geometrije. Potem imamo pa Flatland, ki je pa v bistvu novejša knjiga iz leta 2001. Njen avtor pa je priznan matematik in je v bistvu pa izključno o tej neevklidski geometriji in je napisana nekako kot nadaljevanje tega prvega.
Zdaj, Wow. Ok, to se sliši zakon. Nisem poznal tega dela prej, ampak bom definitivno moral prebrati. Ja, Wow. če slučajno ne najdeš knjige, se mi zdi, da imaš na YouTubu tudi cel film, ki je bil posnet 2007, narejen po Flatlandu. Sicer deluje v bistvu kot satira ameriške družbe današnje, ker so pač malo spremenili, ampak se mi zdi, da bi mogel biti cel film na YouTubu. Tako da se splača pogledati. Odlično, super priporočilo. ja, vsekakor je pač, zdaj sem tudi ta čas izkoristil, da sem odprl opis tega dela in vidim, da je res satirični roman. Zanimivo, avtor je to napisal pod psevdonimom A Square, Ja, kvadrat. kar je v bistvu kratica, oziroma tisti A je Albert, kao. Potem pojasni naprej v zgodbi. Aha. No, ja. Smo še mi kaj napisali glede prostora in niča, Aljoša? Ja, na portalu je ena kratka eksperimentalna zgodba z naslovom Konec in nič, kjer sem se poigraval z nekim junakom, ki ga višjedimenzionalno bitje v svoj svet povabi v neko štiridimenzionalni prostor in potem ta junak skuša nekako dojeti zakonitosti tega prostora in stoji ob neki svetlobi in potem vidi, da je tam nek tunel in tam še ena svetloba in pač gre skozi tunel in potem odkrije, da je to zgolj, da je ta tunel ukrivljen, v resnici pa gleda ta sam prostor, v katerem stoji in da je vse krožno in da ni poti ven. No, to je potem glavnem to, koliko se prostora tiče v tej zgodbi. Vsekakor priporočamo branje, najdete na znanstvena-fantastika.si. Na tej točki bi jaz zaključil današnjo oddajo, namenjeno prostoru in Heinleinovi zgodbi And He Built a Crooked House. Zahvaljujem se vsem poslušalcem in poslušalkam za vašo potrpežljivost in zanimanje. Lajkite, všečkajte, delite in vse ostalo, kar spada zraven. Z vami smo bili Aljoša, Ivan in Andraž. In to je v bistvu to.